Rec- Če razmišljate o naložbi v nepremičnine, potem morate danes zares dobro poznati dogajanje na Slovenskem.
dobro jutro, dober dan in nasvidenje, svet san. Danes je 19. oktober, moje ime je Marko Lukan, vi pa ste pravkar priča, ali pa če boste gledali v posnetku, ampak še vedno velja isto, vi pa ste pravkar priča jutranjemu vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Omenjal sem 19. oktober, zato bom zdaj tako kot običajno začel jutro z nekaterimi zanimivostmi povezanimi z 19. oktobrom. To bom storil takole, da se bom za trenutek malo skušal organizirati. Torej, takole. Kaj je danes, sem že povedal, tako da 19. oktober, začnemo takole. 19. oktobra 1812 je Napoleon Bonaparte, to je model, ki naj bi ga tale slika prikazovala, torej francoski šef države tedanji. Torej 1812 sta Napoleon Bonaparte in njegova Grande Armée, ki je tedaj štela 100.000 vojakov, sta se na današnji dan leta 1912 začela umikati iz Moskve, iz Rusije. Na začetku pohoda v Rusijo je bilo vojakov v francoski armadi 500.000, torej 5-krat več, 500.000. Na današnji dan se jih je 100.000 začel umikati iz Moskve. Namreč en mesec potem, ko je ogromna invazivna sila za tedanje čase Napoleona Bonaparteja vstopila v gorečo in zapuščeno Moskvo, je bila sestradana francoska vojska prisiljena začeti nagel umik iz Rusije. Številčno sicer močnejši, vendar tehnično inferiorni Rusi so namreč ob umikanju tako iz poprejšnjih ozemlj, kakor tudi iz same Moskve, pred mogočno francosko armado uporabili taktiko požiganja, po kateri ni za zavojevalce ostalo na voljo prav ničesar, ne zgradb, ne živali in predvsem ne pridelkov, tako da so Francozi rahlo lačen postali, šampanjca jim je zmanjkalo, pa toplih jopic in nogavic jim je zmanjkalo pred prihajajočo zimo in so se malo, tako kot rečemo v teh mojih krajih, podvizali ven iz Rusije. Vsaka podobnost z aktualnimi dogodki ali pa še s kako drugo armado, ki je poskušala osvojiti Rusijo, je povsem namerna. Gremo na naslednji dogodek. Leta 1991 na današnji dan se je filmski ustvarjalec Michael Moore, tedaj 37 let star, poročil s filmsko producentko Kathleen Glynn, tedaj staro 32 let. Torej, to je bilo pred 31 leti, zdaj sta rahlo starejša. Michael Francis Moore je ameriški ustvarjalec dokumentarnih filmov, avtor in, kakor mu Američani rečejo, levičarski aktivist. Če naštejem nekaj njegovih najbolj zanimivih dokumentarcev, po moji izbiri najbolj zanimivih, Bowling for Columbine, to je tisti film, v katerem je Michael prikazal, kako zelo lahko je v Ameriki kupiti orožje oziroma priti do orožja. Posnel ga je po enem izmed tragičnih strelskih pohodov na srednji šoli, če se pravilno spomnim, Columbine, zato je tudi naslov Bowling for Columbine. Torej, v njem prikaže, kako v Ameriki, ne vem, v posameznih primerih dobiš puško v dar, ko se vpišeš v knjižnico in podobne stvari. Tako da kar zanimiv za pogledati in hkrati tudi šokantno. Naslednji tak film, ki mi je padel na pamet, je Fahrenheit 9/11, torej o znamenitih dogodkih 11. septembra 2001, če se ne motim, saj veste, ZDA so v zvezi s tistimi dogodki kmalu terorizirale, če tako rečem, v svet. Še en podoben dokumentarc, ki ga je Michael Moore posnel, je Siko. V Sikotu, torej to je, če prevedemo v slovenščino, bolečnež, nekdo, ki je ves čas bolan. V tem filmu je Michael Moore izpostavil neumnosti v ameriškem sistemu zdravljenja,
V njem je uporabil tudi delček izrez iz serije, znamenite slovenske serije Klinika, kaj je že bila tista, glavnem. Uporabil je delčke slovenske serije in pokazal, kako slab je zdravstveni sistem v Ameriki. Njegova dela pogosto obravnavajo teme globalizacije in kapitalizma ter, torej, kot sem že omenil, ameriških protislovij. Po pokolu v srednji šoli Columbine je Michael Moore pridobil dosmrtno članstvo v Nacionalnem strelskem združenju, tako imenovanem National Rifle Association, NRA, in pri tem je Michael Moore dejal, da je sprva nameraval postati predsednik NRA, zato da bi razbil organizacijo, vendar je načrt kmalu zavrnil kot pretežkega, skratka modela so razkrinkali in mu niso dopustili tega, kar je nameraval. Zakon teleh dveh omenjenih, ki sta na sliki, pa je trajal do leta 2014. V zakonu sta se jima, če se ne motim, rodili 2 hčeri. 19. oktobra 1998 je bila najvišje uvrščena novost na britanski lestvici malih plošč pesem z naslovom Day Sleeper, torej nekdo, ki podnevi spi, če povem po domače. To je bila pesem skupine R.E.M., ki jo vidite na sliki. Michael Stipe, pevec skupine, je besedilo te pesmi napisal navdihnjen z napisom Day Sleeper, ki ga je videl na vratih nekega stanovanja, in pol mu je malo začela domišljija delati in se je spraševal o življenju osebe za temi vrati, torej nekoga, ki sam sebe definira kot Day Sleeperja. Kaj naj povem o besedilu, pa se je v opombah za kompilacijo največjih uspešnic te skupine vprašal kitarist Peter Buck, to je ta model zadaj z očali, s svetlimi lasmi, glede na to, da imate 2 očala. Rekel je takole: po vseh letih, kar smo skupina, vem, da nam je skupna stvar ta, da bedimo cele noči in spimo po cele dneve. Poleg tega smo vsi neverjetno trmasti, tako da mislim, da sta to 2 stvari, s katerimi se lahko poistovetimo vsi člani skupine. Kakorkoli že, mislim, da ta pesem odlično ujame tisti vrtoglavi občutek slabosti, ki ga dobiš podnevi po neprespani noči. Naslednji dogodek v zvezi z današnjim datumom. Leta 2003, torej pred 19 leti, na današnji dan je v Sarajevu umrl Alija Izetbegović, bosanski aktivist, politik, pisatelj, odvetnik, filozof, pa med drugim tudi prvi predsednik samostojne, ne upam si reči neodvisne Republike Bosne in Hercegovine. Rodil se je sicer 8. avgusta 1925 v bosanskem Šamcu, v tedanji kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Rodil se je v družini nekdanjih posestnikov, ki se je leta 1861 priselila iz Beograda. Družina se je leta 1928 preselila v Sarajevo, kjer je Izetbegović dokončal moško realko. Zdaj, zakaj je tale slika, ki jo vidite? V svoji mladosti se je Izetbegović boril za pravice muslimanov, za svojo vero, ki tedaj v kraljevini SHS ni bila pač kar priznana toliko, kot si je on želel. S svojimi 16 leti se je že pridružil v organizaciji Mladi muslimani v Sarajevu in nato, ko se je začela 2. svetovna vojna, kolaboracionistični nemški SS diviziji Waffen-SS Handjar, torej zloglasni muslimansko-bosanski SS diviziji, tak človek je potem vodil neodvisno Bosno. Zaradi svojega fašističnega in antikomunističnega delovanja je bil 2-krat zaprt. Prvič je bil obsojen zaradi delovanja v islamskem časopisu Mudžahid in je bil obsojen na 3 leta zaporne kazni. Že leta 1946 se je po mnenju tedanjih povojnih oblasti neprimerno pisal o islamu in muslimanih v Jugoslaviji. Drugič pa je bil obsojen leta 1983 na 6 let zaporne kazni.
Po odsluženih 5 letih in 8 mesecih je bil leta 1988 izpuščen iz zapora, to je ta možakar zdajle, da ga malo povečam. Namreč iz SS časov se ga težko spomnite, mogoče se ga pa kdo spomne po tejle obliki. Ko je bil v zaporu, to drugič, torej od letih 83 do 88, je išla njegova knjiga Bilješke iz zatvora, torej zapiski iz zapora, ki so analiza najmočnejših ideologij 20. stoletja, med njimi tudi komunizma, fašizma in kapitalizma ter njihovih odnosov do islama. Alija Izetbegović je torej na današnji dan umrl v starosti 78 let. Njegov pogreb je spremljalo več tisoč ljudi, poklonili se mu pa tudi številni diplomati. Zdaj rad bi omenil še to, Alija je bil prejemnik številnih nagrad, med drugimi tudi nagrade Centra za demokracijo iz Washingtona, strani Carigrajske univerze pa je prejel naslov častnega doktorja prava za zaščito ljudi in boj za mir. Ne moram si pomagati, pri tem moram biti malo žleht, ko te enkrat pohvalijo Američani in ko ti dajo neke nagrade za demokracijo, potem bi se mogle marsikomu dvigniti obrvi. Ampak ja, seveda, lahko me skritizirate, tako je pač moje mnenje. Zadnji dogodek, povezan z današnjim dnem, bo malo bolj, če tako rečem, veder in v principu tudi je. Na današnji dan leta 2012 sta se z Grammyjem nagrajeni pevec Justin Timberlake, tedaj star 31 let, in njegova tedanje dekle Jessica Biel, tedaj stara 30 let, sta se torej na današnji dan leta 2012 vzela v letovišču Borgo Enacija v Fasanu v Italiji. Čeprav imam malo na sumu, da sta se vzela že kdaj prej, no, ampak tako se reče. Do danes, torej 10 let je od tega, na današnji dan sta sproducirala 7- in 2-letnega sina. In ko so to igralko Jessico Biel vprašali za nasvet, kako ohraniti zakon trden, glede na to, da je nekaj takega 10 let trajajoč zakon v Hollywoodu kar redkost, je rekla, to je res dobro vprašanje, v tem trenutku moram pripisati Justinu priznanje za eno stvar, ki mi jo vedno reče. Mogoče sva res poročena, ampak morava se pa še naprej pretvarjati, da samo dejtava, torej da samo zmenjkujeva, in to je res, enostavno si morava vedno vzeti čas drug za drugega in eden drugemu morava vedno dati prednost ter skupaj početi stvari, ki jih imava rada. Jessica Biel je rekla še, kot vsi vemo, ni vedno lahko, tudi zaradi teh trenutkov, ki nama toliko pomenijo, zdrživa lahko tudi v težkih časih. Tako da, te stvari sem imel pripravljene v zvezi z današnjim dnem. Zdajle bom dal nekaj glasbe, lotil se bomo zapisovanja jutranjih hvaležnosti, čez nekaj minut se znova slišimo, takrat pa bo na vrsti epizoda Saj veste česa. Nekaj minut glasbe, zapisovanja, potem pa bomo nazaj.
No, tako, meni je že uspelo, tisti, ki si še zapisujete, si seveda v miru zapišite jutranje hvaležnosti do konca, ob tem pa boste pač poslušali tisto, kar vam imam povedati. Veste, kaj me zanima? Dajte mi v chat napisati, koliko hvaležnosti ste si zdajle zapisali, ne koliko si jih običajno. Zdaj, če sta to enaki cifri, običajno in danes boste pač napisali to cifro, ampak zanima me, koliko hvaležnosti ste si zapisali zdajle, torej danes, 19. oktobra. 12, 15, 11, 12, to so krasne cifre. Kup hvaležnosti je v vas in verjamem, da se tudi vi strinjate, da ko za 14, evo pravi Marija, verjamem, da se tudi vi strinjate, da takrat, ko začneš širiti vibracijo hvaležnosti v vesolje, se ti neke zadeve tudi vrnejo, tako da hvaležnost je ena od najpomembnejših emocij, če tako rečemo, ki jih človek lahko širi od sebe. Zdajle je pa na vrsti tole. Yabba-dabba-doo! Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fritz and Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a dabba-doo time, we'll have a gay old time. A kdo na prvi pogled prepozna, kaj je tole? Nekaj vas imam na sumu, da veste o teh stvareh mogoče, ali pa verjetno več od mene. Jaz tukaj glumim malo prepisujem z interneta in se malo delam, imam pa eno dobro svetovalko, ki o teh stvareh ve veliko, tako da zaradi tega zdajle lahko modrujem. Torej, tole, kar vam zdajle prikazujem, kažem, je sodalit. Ne? In danes bom govoril o sodalitu. Sodalit je kristal mentalne moči, ki mi mnogokrat pride prav. Kamen sodalit je dobil ime po natriju, ki ga vsebuje, poznan je komaj 200 let, zato njegova uporaba v daljni preteklosti ni znana, ali pa torej pač o tem nič ne vemo. Sodalit imenujejo kamen govorcev, saj jim je v veliko pomoč pri jasnem izražanju in javnih govorih, velja za talisman ustvarjalnosti in komunikacije. Torej, če boste kdaj na vrsti, da boste imeli kakšno Zoom predavanje ali pa kakšno javno predavanje, ali pa če boste vodili kakšno hokejsko, rokometno, ne vem kakšno tekmo, dajte si zjutraj zamešati v kosmiče malo tegale sodalita in govor vam bo šel mnogo lažje, mentalno boste mnogo močnejši, lažje boste povedali jutranje modrosti in ostale bedastoče, ki jih je pač treba povedati. Sodalit in njegov vpliv na psihološko področje. Sodalit umirja in odpravlja stres, stimulira desno pravico možganov, zaradi tega smo bolj spontani. Sodalit izboljšuje zaznavanje in logiko ter nam pomaga pri ozaveščanju in izražanju prepričanj. In jaz vam takole ob jutranjih prebujanjih marsikatero svoje prepričanje serviram. Verjamem, da ste to tudi ugotovili. Sodalit pomaga premagati neodločnost, uravnovesi čustva in odpravlja iluzije, izboljša spomin, pomaga premagati tesnobo in umirja napade panike. Tega sicer jaz ne čutim. Tesnobo že kdaj, panike se pa ne spomnim že precej čas. Vpliv na fizično počutje. Sodalit ima hladilni učinek, torej poleti, ko je vroče, zdajle vroči dnevi malo minevajo, podnevi je sicer še zelo fletno, noči so že bolj hladne, torej sodalit ima hladilni učinek, krepi imunski sistem in ugodno vpliva na vse
notranje organe, izboljšuje metabolizem in torej izboljša prebavo, zato ga je dobro uporabljati takrat, poslušajte dobro, posebej deklice, ki se tega pogosto lotevate. Sodalit je dobro uporabljati takrat, kadar želimo shujšati, umirja in nam prinaša dober spanec, zniža pritisk, če ga nam malo pojedu, ker jaz jemljem tablete proti visokemu pritisku. Sodalit pa zdravi tudi kronične bolezni grla, sapnika, glasilk in pomaga pri hripavosti. Kar se tiče duhovnosti, sodalit z modro kristalno energijo stimulira grleno čakro, če tako rečemo, glas telesa. Zdravilna moč tegale kristala odpravlja blokade v grleni čakri in jo uravnoteži, tako lahko lažje izrazimo tisto, kar mislimo in čutimo. Ko meditiramo, je sodalit zelo učinkovit vodnik, ki nas vodi na potovanje v same globine naše duše. Torej, kadar želite malo kopati po svoji duši, isto ščepec sodalita v juhco, pa boste odkrili globine svoje duše. Evo, ko sem govoril o grleni čakri in o odpravljanju blokad, majčkeno preveč se zezam in sem takoj postal hripav. Tako da danes bom mogel kar malo tegale sodalita ponucati. Kadar ga uporabljamo, torej sodalit pri raziskovanju sanj in šamanskih potovanjih, nam lahko omogoči dostop do svetih zakonov vesolja. To se sliši zelo zanimivo, ker pripomore k lažjemu prepoznavanju skritih vzorcev, pa je sodalit odličen kamen, odličen podporen kamen za astrologe, numerologe in bralce tarota. Imam to priložnost, da se pogosto družim z eno gospo, ki se ukvarja s tarotom. To je tista, ki sem jo prej omenil, ki mi da marsikatero znanje, ki ga sicer sam po sebi nimam. Ko ravno omenjam to, včeraj mi je razlagala, kako v zadnjih dneh spi slabo, in tudi jaz sem imel za sabo nekaj precej neprespanih noči, z razlago, da se bliža 1. november, torej dan mrtvih. To je čas, v katerem duše umrlih vedno bolj pritiskajo, če se tako izrazim, nazaj v našo bližino, poskušajo navezati kontakt in v tem času zaradi tega spimo precej nemirno. Zdaj, če hočete to verjeti, verjemite, če nočete ne verjeti. Jaz si ob takih informacijah, ki sem jim v preteklih 50 letih rekel neumnosti in čenče za stare babe, zdaj enostavno prepustim in si mislim, zakaj pa ne bi verjel. Kaj pa bom na slabšem, če poslušam take stvari, če jim dopustim, da pridejo do moje zavesti, do moje duše. In konec koncev, zakaj pa res ne? Tako kot vedno pravim, vesolju je potrebno reči da, kajti vesolje v vsakem primeru in vedno pravi da, a se mi z njim strinjamo ali ne, vesolje pravi da, zakaj pa ne bi tudi mi tako. Zdajle Zoomovo sistemsko opozorilo, da se bližamo koncu, je bilo že pred nekaj minutami, tako da jaz bom danes uporabil kar sodalit za jutranje afirmacije, kar precej jih je za prebrati, tako da upam, da mi bo uspelo. V vsakem primeru jih bom pa potem objavil v pisni obliki še na Telegramu. Tako da poznate postopek, naslonite se nazaj, predihajte se, jaz bom pa začel kar z branjem, da me čas ne prehiti. Torej, danes imam manifestacije, afirmacije, želje v zvezi z blaginjo. Obkrožen sem z vesoljnim duhom. Moja misel je misel vesolja in velja kot vesoljni zakon za zadevo, o kateri govorim. Vse, kar bom naredil, vse, česar se bom lotil, bo uspešno. Voden sem in navdahnjen z vesoljnim duhom ljubezni in pravilnega delovanja. Prisiljen sem iti v pravo smer in vedno vedeti, kaj, kje in kako narediti.
To je zato, ker uporabljam sodalit. Obkrožen sem s pravilnim delovanjem, napolnjen sem z zavestjo o pravilnem delovanju. Pravilno delovanje se manifestira v vsem, česar se lotim. Uspešen sem v vseh svojih prizadevanjih in za ves svoj trud sem plačan. Obkrožen sem z vesoljno substanco, ki je vedno dovolj in se mi vedno manifestira v obliki kakršnekoli moje potrebe v danem trenutku. Vedno imam obilo denarja in obilo vsega, kar je potrebno, da naredim življenje srečno in razkošno. Nenehno se v mojo smer premika obilje vsega, tudi denarja ter vsega ostalega, kar potrebujem, da lahko živim najbolj polno življenje, čutim srečo in lahko svojo dobroto delim tudi drugim. V sebi prepoznavam svoje mesto v vesolju. Vem, da je to mesto edinstveno. Vesolje se ni udejanjilo v nobeni drugi osebi na enak način, kot je to storilo v meni. Sem edinstven in za vedno neponovljiv. Zato mi ni treba posnemati nikogar, niti hrepeneti po stvareh, ki pripadajo komu drugemu. Vse, kar je dobro zame, je že zdaj moje in se manifestira v mojih izkušnjah. Ne tekmujem z nikomer, saj zase sem in ostajam za vedno edinstven in najboljši. Moj jaz je združen z mnogimi jazi, vendar vedno ostaja izključno moj in edinstven jaz. V mene je vesolje vsadilo nekaj, kar ljudje prepoznajo kot vredno in zaželeno. Vsak, ki ga srečam, občuduje to mojo lastnost in priznava njeno vrednost. S svojo osebnostjo privlačim ljudi. V moje življenje vstopajo tisti, ki sem jim lahko v pomoč, pa tudi tisti, ki so lahko v pomoč meni. Za tovrstno energijo privlačnosti ni potreben noben trud, vsiljevanje ali prepričevanje. Preprosto vem. Resnica me osvobaja strahu pred revščino ali suženjstvom in me osvobaja od misli o omejenosti. Vidim, da denar, kot tudi vse drugo, kar je zaželeno, mora biti duhovna ideja in vem, da je ta ideja v tem trenutku globoko v meni. Vedno bom čutil tudi spoznanje o obilju v mojem življenju. Tako čutim in tako sprejemam. Priložnost za samo izražanje in deljenje obilja mi je vedno na voljo. Vesolje skrbi, da te priložnosti spoznavam, sprejemam in v skladu z njimi delujem. Imam obilje, ker sem obilje. Vse, kar obstaja v vesolju, je na voljo tudi meni. In tako je tudi prav. Drage moje,